Ja, lep pozdrav vsem pogumnim v kinu in tistim, ki nas spremljate na daljavo. Danes začenjamo še z enim predavanjem oziroma usposabljanjem ob filmu, ki pa bo tokrat potekalo nekoliko drugače, kot smo navajeni. Se pravi, izhodišče tega srečanja ni en film, ki odpira eno od pedagoških tem, ampak je predstavitev mednarodnega projekta Cinemini, pristopi k filmski vzgoji najmlajših, ki se je odvijal v večjih evropskih državah. Eden od partnerjev je bil tudi Kinodvor. In v tem srečanju vam bomo poskušali nekako prikazati, v bistvu, kaj to je, kako se lotiti filmske vzgoje za tiste najmlajše otroke, za katere vam bi kakšni napredni psihologi rekli, da jih moramo držati stran od ekranov in vse tehnologije, ampak po moji oceni še posebej v času, ko je tudi otrokom eden od ključnih stikov z svetom okrog njih in tudi pravzaprav do samih sebe, preko digitalnih vsebin, je toliko bolj pomembno, da jim pokažemo, da gre za orodja, ki lahko pravzaprav delujejo zelo kakovostno, ki jim lahko pomagajo pri razumevanju sebe, sveta, odpirajo neke nove horizonte in tako dalje. Skratka, osnovna ideja je predstaviti pravzaprav film kot eno polje kreativnosti, polje iskanja pomenov, in upam, da nam bo tokrat uspelo. Seveda tudi filmi ne bodo čisto umanjkali, ogledali si bomo par odlomkov filmov, ki so bili zbrani kot pravzaprav gradiva za delo z otroki, tudi en cel film, to bo film Obisk iz vesolja. Izbrali smo ga zaradi tega, ker je bil to eden tistih, ki je otroke pri nas najbolj nagovoril. Ob tem pa vam bodo kolegice Barbara Kelbl iz Kinodvora, Mateja Jagodič in Jana Pevec iz vrtcev Jarše in Vodmat, ki so sodelovali v tem projektu, predstavile nekaj dejavnosti, na koncu pa kot običajno sledi še pogovor, kjer vam bomo na voljo še za kakšne dodatne odgovore, pa tudi veseli bomo vaših razmišljanj, načina, kako ste pač doživeli to srečanje, mogoče kakšne dodatne ideje za nadaljnje delo. Tako, zdaj pa kar vabim Barbaro Kelbl, da bo predstavila celoto projekta. Pozdravljeni. Pozdravljam tako tiste, ki ste z nami v kinu, kot tiste, ki ste na spletu. Pred dobrimi 3 leti smo bili povabljeni k sodelovanju, smo dobili priložnost, da sodelujemo v evropskem projektu s strani 3 zelo uglednih filmskih ustanov. Prva je bila Filmski inštitut AI, gre za osrednjo ustanovo na Nizozemskem, ki skrbi tam za filmsko vzgojo, hkrati pa so tudi imajo zelo bogat filmski arhiv, tako sodobnih del kot kinotečnih del, in jih v zadnjem času tudi pospešeno digitalizirajo. Druge 3 ustanove pa morda se jih tisti, ki ste bili na zadnji mednarodni konferenci, spomnite. Nemški filmski inštitut iz Frankfurta nas je takrat očaral s svojim programom, svojim filmskim klubom za najmlajše. Skupaj z izbranimi vrtci delajo, ustvarjajo, gledajo filme skozi vse leto, in zlasti zelo tesno sodelujejo s pedagogi pri oblikovanju vsebin, ki so primerne za najmlajše. Tartovers je festival, ki je bil ravno tako predstavljen takrat, in verjetno se spomnite tistih inštalacij, vidimo tudi eno na sliki spodaj. Tartovers postavlja različne filmske inštalacije, na katerih otroci lahko ustvarjajo z zvokom, z svetlobo, rišejo, se odzivajo na filme, jih delajo sami,
in temeljijo na tem, da dajo res ta orodja, da jih oblikujejo tako, da jih otroci lahko v čim večji meri upravljajo in uporabljajo sami. In potem četrta ustanova je bil pa Avstrijski filmski muzej z Dunaja. Tudi oni imajo zelo bogato filmsko zbirko, njihova posebnost so eksperimentalni filmi in tukaj so strokovnjaki ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi. Imajo tudi zelo dobro razvite šolske programe, recimo za delo z eksperimentalnim filmom. In partnerji smo oblikovali potem program in greva kar naprej. Prvi naš cilj je bil, da bi oblikovali paket filmov, ki bi bili dostopni v kinu, hkrati pa bi bili lahko dostopni tudi izobraževalnim ustanovam, da jih pedagogi, da jih vzgojitelji, učitelji sami uporabljate v igralnicah, v razredih. Za nas je bilo pomembno, da so to kratki filmi, zato ker smo dokaj močni pri dostopu do celovečernih filmov. Ti so predstavljeni v kinu in potem jih predvajamo tudi za šole in vrtce, ampak ponudba kratkih filmov pa je precej bolj omejena. So svetle izjeme, pravkar se je recimo zaključil festival Animateka, ki je imel sijajno ponudbo kratkih filmov, ampak tukaj gre vendarle samo za en teden v letu, ko so nam ti filmi na voljo, vse ostalo leto pa se moramo znajti sami. Jaz vem, da se mnogi poskušamo najti te vire filmov vse povsod, recimo YouTube je priljubljen vir filmov, kratkih filmov, ampak ima svoje pomanjkljivosti. Na YouTubu filmi niso prevedeni, so slabe kakovosti, so pogosto prepredeni z oglasi, hkrati so mnogi od njih tudi nelegalni in še pojavlja se, da ko poskušamo pokazati, najti na tem svetovnem spletu neke nove vsebine, je to neskončno težko. Lahko najdemo tiste filme, ki jih sami poznamo, ki se jih recimo spomnimo iz svojega otroštva. Ampak če želimo poiskati nekaj novega, ne smo pa mrzli. Teh vsebin je preprosto preveč, da bi lahko našli kakovost znotraj vse poplave, ki se tam valja. Kratek film pa se nam je zdelo, da ima mesto. Pri mlajših otrokih je njegova prednost, da lahko zdržijo, da ga lahko gledamo vedno znova in znova, da se ob njem lahko pogovarjamo, ustvarjamo in enako je tudi pri starejših otrocih. Čeprav oni zmorejo celovečerne filme, pri nas jih gledamo že od 4., 5. leta, no, predvsem naprej, pa vendarle tudi v zadnji triadi, recimo pri filmski vzgoji, velikokrat pride prav, da si lahko film pogledaš še enkrat, da se o njem lahko pogovoriš, potem gledaš na novo z novimi očmi in tako naprej. To je bil prvi cilj. Drugi cilj je bil, da oblikujemo metode dela z temi filmskimi vsebinami, ki so primerne za najmlajše. V Kinodvoru imamo že več let program Prvič v kino, ko nas obiskujejo čisto mladi otroci, od 3. leta naprej starši, ampak to je drug kontekst. V programu MOL generacije delamo s predšolskimi zelo intenzivno, tudi razvijamo različne spremljevalne dejavnosti, ampak otroci, ki smo jih potegnili v Cinemini, so bili še mlajši in ni nam bilo pomembno samo, da presejemo metode, prilagodimo metode, ki jih že uporabljamo na mlajšo generacijo, ampak da razvijamo neke nove načine dela. To so zagotovo načini, ki ne temeljijo samo na tem, da jim mi predajamo neko znanje, da so pasivni, ampak smo poskušali iskati načine dela, ki bi jih aktivirali, kjer lahko stvari primejo, kjer se lahko gibajo, kjer so skozi senzorna izkustva spoznavajo film, kjer lahko čim več ustvarjajo in tukaj so bile najpomembnejše ta sodelovanja z vrtci in pa mednarodne izmenjave. Ves čas je delo potekalo tudi v praksi, sodelovali smo z 2 vrtcema, tako kot je povedal Robi, vrtec Vodmat, vrtec Jarše, tudi obe vzgojiteljici se bosta potem pridružile na tem modru in bosta povedale več, kako je to potekalo in kaj so počeli v vrtcih. Podobno je pa potekalo tudi v drugih državah. Vsak partner je sodeloval s vrtci in šolami v svojem okolju.
in potem smo si izmenjevali izkušnje. Kaj je nastalo? Gremo naprej. Oblikovali smo katalog 26 filmov. V večini teh držav že obstajajo baze filmov, ki so na voljo šolam in vrtcem. Država oblikuje legalne baze filmov, do katerih lahko dobite dostop. Pri nas žal tega ni in tudi zaenkrat ne kaže, da gremo v to smer. Zato smo s tem, ko so se nam odprla vrata v te zakladnice filmov, ki so jih deležni evropski otroci, bili veseli, da lahko prispevamo svoj kamenček. In smo izbrali skupaj s partnerji 26 teh filmov. In vsi ti filmi so opremljeni z gradivi, z učitelje, z gradivi za otroke, z nizom dejavnosti in delavnic. In za občutek bi vam najprej zavrtela 4 kratke odlomke. Ne bomo si ogledali zdaj celega filma, ampak samo toliko, da dobite občutek, kakšne so te vsebine. In nisem izbrala najprivlačnejših, najlažjih filmov, zato ker sem dala prednost temu, da dobite občutek za raznolikost filmov. Zato sem izbrala 4 filme, ki so čim bolj različni. Prvi, zgoraj je slika 6 sester Danjev, je zelo star film, nastal je v letu 1902 in ponavadi se takih filmov bojimo. Že nam se zdijo zastareli, kaj šele otrokom, kako bodo to lahko gledali. Ampak s temi filmi je povezanih ogromno enih zgodbic. In zgodbic, ki jih imajo otroci morda radi. Ta film recimo je nastal v času, ko so film šele iznašli, ko so se pojavili prve filmske predstave. In te se niso dogajale samo v kinu, ampak so se dogajale tudi v cirkusu, so se dogajale tudi na prostem. In takrat so z vsega sveta prvič lahko posneli najbolj nenavadne stvari, ki jih svet premore, in jih poslali v povsem drug kraj, na povsem drug konec sveta in so jih ljudje gledali. In teh 6 akrobatk je recimo iz tega obdobja. Hkrati pa so bile posnete na filmski trak, potem ga pokažem, kjer je bila vsaka sličica ročno pobarvana. In to je bilo tudi potem neko izhodišče za naše ustvarjanje, ne? Ker film še ni bil barvni, so potem vzeli vsako sličico posebej in jo na roko pobarvali. Drug film je Skočimo 70 let naprej. Posnel ga je znamenit avtor Ištvan Sabo in je posnel otroke, ki se igrajo na dvorišču. Velikokrat se v šolah ali pa v vrtcih pogovarjate o tem, kako je bilo življenje v starih časih, ne? In tukaj je avtorja zanimalo, kako so se igrali pred 50 leti, katere igre vse so imeli, katere igre so drugačne, kaj pa se še vedno radi igramo danes. Tretji film, Virtualno virtuozen, je novejši, je najbolj eksperimentalen od vseh in nam na nek način kaže, kako malo je potrebno, da film lahko postane poezija. Zvok, slika, to je tista osnovni gradnik, s katerim ustvarjamo filme. Upam, da vas bo očaral tako, kot je nas. In zadnji film, Pozor, vrata se odpirajo, pa sem umestila zato, ker zelo veliko v vrtcih in pri mlajših otrocih, tudi starejših, ustvarjamo z animacijami. In pogosto se animacij lotimo zelo zahtevno. Lotimo in lotite, preveč zahtevno. Ampak animacija ima svoj šarm prav zaradi tega, ker z njo lahko uživimo vse. Vse, kar je okoli nas. In kljub temu, da so te stvari čisto preproste kot najbolj navadni gumbi, nas taki filmi lahko potem očarajo. In zato, da si damo duška svoji domišljiji. Tako da kar prosim za te 4 filme. Kaj pa s temi filmi lahko počnemo? Pomagala si bom s spletno stranjo. Na desni strani je slovenska spletna stran in na njej imate vsa gradiva, ki so vam pri tem lahko v pomoč. Tu imate katalog filmov, ob vsakem filmu imate kratek opis, potem imate pedagoško gradivo. V teh pedagoškem gradivu je krajša predstavitev filma, potem je nekaj o estetiki filma, da vam je pomoč, kako se nam pripraviti, nekaj o avtorju. Tisto, kar se mi zdi sploh koristno, je na koncu, kjer pedagoška gradiva so zelo kratka.
precej skopa, ampak ravno zato, ker so poti tle dela zelo odprte. Ne. To vam je neka pomoč, opora. Na koncu imate recimo nekih splošnih idej, neke splošne ideje za delo s filmom, na koncu pa so napotila, kam iti naprej. Če začnete z enim filmom, da vas že samo gradivo v smer, v katero smer lahko nadaljujete, in seveda so tukaj poti zelo raznolike, ampak fino je, da ti nekdo predlaga, kako začeti. Kartice za otroke, to so filmske kartice, vsak film ima 2 kartici. Tisti, ki ste z nami v kinu, ste jih dobili v kuvertah, to so te kartice, in upam, da boste potem vzgojiteljci ali pa bomo potem v pogovoru povedali, kako smo z njimi, kako smo jih, na kakšen način smo jih uporabljali. Tisti, ki ste na spletu, si jih lahko potem ogledate kasneje, žal jih niste dobili fizično. In potem imajo mnogi filmi, nekateri filmi, to smo pa dodali v Kinodvoru, imajo, če greva gor, še kakšno kinoigrišče. To so pa kakšni interaktivni materiali, ki smo jih recimo uporabljali v kinu ali pa so bili narejeni prav za to. Treba je klikniti, dejavnosti, kjer lahko ustvarjate ob filmih. Potem pa kako pridete do teh filmov? Če gremo na evropsko stran, na naši strani imate tudi povezavo na evropsko stran, na filmu vas vrže na tisti film, ampak zdaj, če gremo na filmski katalog, tudi tukaj imate enako razdeljene filme in tukaj pa je dostop, gremo dol, se je pa treba za ogled filma kar daj na en film registrirati. Ampak ko imaš še enkrat geslo, potem lahko gledaš vse filme, ki so tu, če želite z njimi delati sami v vrtcu ali pa v šoli. Na voljo so tudi kinematografom, tudi drugje v Art Kino mreži. Vem, da nekaj kinematografov je danes tudi z nami prek spleta, tako da se lahko povežete ne samo z nami, ampak tudi z drugimi kinematografi, če ste od drugod. Kaj pa ob filmih početi? Kaj smo počeli v kinu, kaj so počeli v vrtcu, boste potem povedali Mateja in Jana. V kinu pa bom najlažje pokazala kar z enim kratkim filmčkom, pa si ga bomo kar ogledali. A je zanimivo sebe gledati na platnu? Kaj pa to? Roka. Kjer je ti bil pa najbolj všeč? V šolčki. Tako pa tudi z eno palčko igraš. Ko smo mi ustavali z muziko. Kaj mislite, da imam tle? Eno kugljo.
Osnova je bila vedno pogovor, ampak potem smo šli v najrazličnejše smeri, bomo o tem verjetno še kaj potem v pogovoru. Želeli smo si, ko smo to izobraževanje snovali, da bi zdaj naredili za vas točke, da vi preizkusite. Tudi nam bi bilo lažje to izvajati v praksi, kot o tem govoriti. Ampak žal nas je omejila in epidemija, ne smemo se družiti, dotikati. Čeprav smo potem v času korone razvili tudi dejavnosti, ki se jih je dalo izvajati, tako da je bilo to varno. In celo nadaljavo smo se preizkusili, ampak danes pa vseeno, ker to ne bo dostopno v tolikšni meri tudi tistim, ki so z nami prek Zooma, bomo preizkusili samo en drobec tega, toliko, da začutite, kaj je ta prostor, v katerem ste danes. In bom povabila z mano, so ta projekt ustvarjali še Bojan. Samo toliko, da se jim pokažeš. Bojan je ponovadi skrit v zadju, ampak je zelo veliko ustvarjal z otroci, predstavljal jim je kino, peljal jih je v operatersko kabino, z njim so risali na filmski trak, vedno, ko gre za čudesa, ki potem navdušijo in fante in dekleta, je Bojan z nami. Potem sta pa z nami še Mateja pa Sara in Mateja vas bo popeljala v kino. Živjo. Jaz danes nisem sama, je moj prijatelj Berti. On je zelo rad v kinodvorani, pa tudi otroci so ga imeli zelo radi. Je pa sicer bolj sramežljive sorte, pa ne govori, ampak je zato odličen v držanju mikrofona, da me vi dobro slišite. Tako da, Berti, mogoče pa vseeno lahko malo pomahaš, a prav? Lahko mu tudi nazaj pomahate, no nič narobe. Svetloba je prav posebna stvar v kinu. In med svetlobo in temo se prikažejo slike na platno. Da pa ti žarki, ki potujejo nad vami, nam prikažejo različne zgodbe. Sicer se jih ne moramo dotakniti, ampak nam pa pokažejo cel svet. Zdaj pa, če ste za to, bi mogoče poskusili eno igro se iti, ko smo se šli z otroci, in sicer, a lahko sledimo svetlobi. Kako svetloba potuje, pa kaj se zgodi, kaj tema. Zdaj pa, naredila se bo tema in potem bomo probali ugotoviti, kje se ta luč prižge. Svetloba, zdaj lahko jo pokažete z rokami ali pa tudi zakličite. Saj tako so otroci naredili. Berti se pa malo boji teme, tako da je prav poseben pajk, ampak Berti brez skrbi, teme bo samo za trenutek, tako da kmalu se bo posvetila svetloba in mi smo kle z vami. Evo, zdaj pa mogoče lahko kar začnemo. Jaz jo vidim kle ob straneh, kaj pa vi? Pa kje je zdaj tudi nobenih rok? Aha, ja. Malo se bo treba obrniti, če ne vidite. Zgori nad nami. Kaj pa je to? Počasi se prižigajo luči. Evo, prihajamo nazaj. A vas je bilo kaj strah? Ne, ne. Prav posebno vlogo ima pa tudi zvok v filmu. In pri Sine Miniju smo se običajno igrali različne stvari in sicer ena izmed teh je bilo, da smo iz kakšnega odlomka vzeli samo zvok in smo poskušali ugotoviti, kaj prikazuje. Včasih smo vzeli samo odlomek, brez zvoka, pa sami naredili zvok,
včasih pa tudi naredili sami svoj film, pa dodali zvok. Tako da mi zdaj sicer nimamo časa, da bi vse to naredili, ampak smo vam pripravili nekaj drugega. Poslušali boste zvok, za katerega boste poskusili ugotoviti znan zvok je, iz kje prihaja, kaj slišite, kaj vse slišite. Tako da koliko različnih stvari. Tako da ne vem, a ste pripravljeni, da poslušamo. Nič ne slišam. Evo, pa dajmo poslušati še zvok. Kje ta zvok slišimo? Ponavadi. V kinu. Kateri zvoki pa ste jih slišali? Če zna kdo našteti? Ja. Ja. Tudi, ja. 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 A je bil kakšen vsiljivec mogoče? Na koncu. Nekaj kot en slon, ena trobenta je bila, tega pa ponavadi ne slišimo, razen v kinu. Ta zadnja stvar je bila pa kaj? Projektor, ja. No, s tem pa tudi jaz zaključujem. Hvala. Naše spoznavanje kina smo potem nadaljevali še z drugimi čuti, ker tudi vi ste postavljeni vendarle v nek prostor, ki ga lahko čutite. Če bi bili v tem kinu pred 100 leti, bi sedeli na trdih klopeh. Zdaj pa, če probate potipati, na čem sedite. Probajte prav potipati, a ne, so sedeži kar zelo mehki pa udobni, no, poskušajo biti. Tako da smo tudi otrokom razdelili različne materiale in so potem tipali, kaj je to, in potem so iskali, kje to lahko najdejo. Pa tole, tega, jaz vam bom dala pa sam ta poskus, a bi kdo uganil, kaj pa je to? Ana? Ima čisto drobne lukence. Aha, zdaj se ne vidi dobro. To je pa filmsko platno. V sebi ima take čisto drobne lukence in potem skoznje lahko pride. Luknjice so zato, da se svetloba odbije, zvok pa lahko pride skozi, ne? In da kaj slišimo. Tako da so otroci na najrazličnejše načine spoznavali kino. In zdaj, ko ste pripravljeni, si bomo pogledali celotni film. Izbrali smo skupaj z vzgojiteljicami film Obisk z vesolja. Pa predajam besedo kar Sari. Ponavadi imamo bom te prepustila. Okay. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ko se mi z otroci pogovarjamo o filmih, jim razlagamo, da so filmi čarovnija. Čarovnija, ki nas lahko popelje v drugi prostor, v drugi čas, v drugo situacijo, med druge in drugačne ljudi. In današnji film Obisk iz vesolja, ki je delo Zlatka Grgiča, nas bo popeljal v leto 64.
Na začetku, ko začnemo z otroci ogledati tega filma in ponavadi predstavimo ključne elemente, ki jih tudi gospa v filmu na začetku pove, ampak zdaj bomo to spustili. Prevod pa je na internetu. Zdaj pa predlagam, da si pogledamo film, potem pa bomo še par besed rekli na to temo. Zdaj, če pogledate pod stole, imate nekateri izmed vas podstoljene take kartice. Dajte jih kar ven vzeti, tisti, ki jih imate pod stolicami. To so kartice, to so elementi filma, ki jih mi uporabljamo za pogovor z otroci po samem filmu. Dajte jih pogledati, mogoče jih lahko pokažete še ostalim, pa mogoče tisti, ki ima odgovor na vprašanje ali pa kartico, ki vsebuje elemente vprašanja, mi lahko odgovori. Okay. Koga spoznamo v filmu? Vesoljčke. Kako pa pride ta vesoljčka v film? Z neznanim letečim predmetom, tako je. Kdo pa je še tam? Punčka? Mogoče je punčka skrita v zadnjih vrstah. Ok, super. Kaj pa se zgodi, ko prileti ta vesoljčka? Ustrašita se zmaja, tako je. In kaj naredita? En zbeži in ta drugi ostane. V neki točki spozna deklico. Kakšno je njuno spoznanje? Ne poznata se, ja? Bojita se? Česa pa se bojita? Kako nam to film prikaže? Malo kasneje za tem pa nam še pokaže, kako nimata predstave o tem, kaj je eden in kaj je drugi. Na kakšen način, a med sabo komunicirata, kakšen jezik uporabljata. A se spomnite, ko ta deklica nekaj nariše? Kaj nariše? Žabo? Kenguruja? Tako, skozi te slike vidimo njeno predstavo, kaj naj bi ta vesoljček bil. No, in takoj naprej poteka pogovor ob filmih. Ob takem filmu bi se recimo dotaknili teme, kaj je dom, kaj je njihov dom, kaj je predstava doma, kdo v tem domu je in tako dalje. Dober dan. Mi v vrtcu nismo navajeni tako govoriti, saj tega nimamo pred sabo. Pa tudi malo mlajšo publiko, tako da boste prizanesljivi. Šija, prav da naju. To smo počeli v Kinodvoru, mi da se pa tukaj zato, da povemo, kaj smo počeli v vrtcu. Jaz sem ta leva stran iz Modrih dirkačev, pa nam že samo ime skupine pove, da se veliko s filmom ukvarjamo. Kdor se spomne, Modri dirkači je tako pred mojim rojstvom popularen. Mi da se z Jano tako nekako zamislili, da po vsakem izpostavlja en film, potem pa poveva, kaj smo v vrtcu delali z otroki. In najbolj priljubljen tudi v naši skupini je bil film Obisk z vesolja in nas je popeljal dobesedno v vesolje. S kolegico, ki vodi v skupino, sva res pustila, da pač otroška domišljija dela svoje po filmu, pa pač vse to, kar so otroci v Kinodvoru doživeli, no, in nas je dobesedno popeljali, kaj je tam gor. A ne, če ta vesoljčka, ta dva vesoljčka res obstajata. In začeli se je nekako s tem pogledom v vesolje. Sami smo si delali razne pripomočke, koliko daleč lahko vidimo. In eden izmed izhodišč, kaj vse lahko vidimo na stropu, je bilo tudi risanko. Čisto preprosto, vsakodnevno rutinsko pač počitek, sva dali s kolegico pač risanko gor. Ponavadi je pravica, dosti pogosta pri počitku. Mi so se pa odločili, da pač risanko Obisk z vesolja predvajava otroku, kakor bi pa mogoče v vesolju gledali. Tako da sve poimenovali to stropna risanka ali pa vesoljna risanka. No in
Mi smo se konkretno ukvarjali z vesoljem, imeli smo celo malo vesoljsko akademijo. Dragan Živadinov nam je tlele zelo veliko pomagal, on jo je vodil, nastalo je pa to zgolj iz čistega naključja, ker njegova mama živi v našem okolju. In potem, ko malo raziskuješ in ko ga vprašaš, levega pa desnega soseda v igralnici, prideš do takih imenitnih ljudi. In on je otrokom res, pa tudi nam vzgojiteljem, pričaral vesoljsko akademijo. On je tudi kandidat kozmonaut in popolnoma na otroški način razložil, kaj se zgodi, ko raketa odleti v zrak. Tako da to je bila res velika čast, da smo lahko njega gostili in potem to vesoljsko akademijo še sigurno 2 meseca poustvarjali v vrtcu. Ker otroci so dobesedno vzleteli v galaksijo, zato smo si jo mogli tudi narediti. In zdaj, koliko otroci noter padajo, lahko vidite to, da je bil zapustan nekdo astronaut, da so mu doma naredili kostum. Tako da pač res probamo izhajati iz otrok. Potem so pa razne dejavnosti, ki se jih sproti spomniš. Skriješ vesoljčke v zvezdni prah in jih iščejo. Tako da nas je ta risanka res v vesolje popeljala. Zdaj bo pa Jana povedala, kam je njih popeljala. No, nas pa ni popeljala v vesolje in sicer je bila vzporedna dejavnost našega obiska iz vesolja predvsem povezana s pripovedovanjem, ki je bila vzporedna dejavnost tistega časa v vrtcu. In sicer čist na drugačen način, kot pri Mateji, po ogledu risanke, ki jih je zelo navduševala in takoj popeljala v nek čustven, emocionalni svet, smo preko viharjenja možganov prišli do tega, kaj pravzaprav jim je v tej risanki najbolj sporočilno in se osredotočali predvsem na njihova čustva, predvsem na njihovo mama. In potem, kaj je bilo pravzaprav ključno je bilo, kdaj pokličemo mamo, kdaj nas je strah. In iz tega smo predvsem izhajali na začetku. Delali male minifilme, vsak posebej je pač naredil svoj film, kdaj ga je strah. Seveda, vsi niso govorili o strahovih. Nekateri so rekli, da mamo pokličejo, ko nekaj zgradijo v sobi, da jo presenetijo ali pa tako. Ampak v večini je bilo pa to z nekimi čustvi, strahovi. Morda so se tudi malo že ponavljali potem, ampak ključnega pomena je bilo to, koga pokličeš. V bistvu ta odpiranja čutov so bila zelo pomembna. Tukaj pa izmišljanje svoje zgodbe, kaj bi rada najbolj poudarila, je to, da v naši skupini je mnogo otrok, ki jim je ta jezik materin. In ti otroci so neznansko uživali. To je bilo za njih nagrada, popotnica, film so znali, saj na začetku, ko je tole, ko našteva, kaj vse nastopa v filmu, so znali na pamet povedati, so prevajali po slovensko potem, so se počutili dejansko blažene, pomembne, kaj oni vse znajo povedati. Tako da to jih je razveseljevalo. Potem smo ustvarjali svoje zgodbice, nagajivi vesoljček nam je premešal filmske kartice, kaj pa zdaj, in je vsak svoje kartice pač zložil na svoj način in smo mu dodali zgodbico, katero so potem tudi predstavljali doma. Ja, ustvarjali smo v bistvu neke druge vrste bralno značko in sicer smo zamenjali vloge. Ponavadi je bilo tako, da so starši predstavljali
doma zgodbico, pa so jo potem otroci v vrtcu v krogu predstavili drugim, tokrat smo pa zamenjali vloge in sicer smo v vrtcu nekaj ustvarjali in so otroci doma predstavili zgodbico. Zamenjali smo in se je obnesli zelo v redu in to vrstno stvar še zdaj delamo, tako na ta način, ker so tudi starši bili hvaležni, ker smo cilj že dosegali, da starši doma berejo, tokrat gre pa za menjanje vlog. To je zgodbica, ena izmed vseh, ki so nastale. Ja, še tole bi omenila. Otroci so skušali ubesediti svoje strahove. Tukaj pri iskanju lastne identitete in sporočanja je prišlo do zelo globokih, zanimivih zgodb, kakšnih takih, ki so vodile tudi do pogovora s starši, do spoznavanja svojih otrok, ker tudi starši niso vedeli za te strahove. V glavnem je šlo za dosti globoka sporočila. To potem za zaključek tega bi pa povedala še, da je bilo takrat lih v mesecu novembru aktualni dogodek je bil Trubar, reformacija in da smo potem naredili te filmske kartice, spoznali tudi Trubarjevo mamo in potem ustvarjali svoj minifilm o Trubarju in ga potem tudi drugemu predstavljali. Otroci so znali to zgodbico dobesedno na pamet. Pa če se vrneš, Mateja, sam pikico nazaj, tukaj bi pa rada samo sporočila to, kako smo z mnogoterimi čutili potem vsak svojo sporočilno karto naredili, kdaj se bojimo, česa se bojimo, koga pokličemo, šlo je pa za več tehnik, ki smo jih združili potem na eno filmsko kartico. To je tudi, to je Trubar in Trubarjeva mama, oče. V bistvu vse je pa tudi povezan rahlo z slovensko kulturno dediščino, tako da smo hkrati še to spoznavali. Ja, mamo so klicali pa vsi in ja, te filmske kartice smo jim med korono tudi domov poslali, samo 5 otrok je takrat hodili v vrtec, ostali so bili doma in so potem skupaj s starši ustvarjali in pošiljali odgovore potem po mailu, pa smo jih pa prebirali s tistimi, tako da je ostala neka povezava med nami pa starši oziroma otroki doma. No, pa se pa čudežno nismo še spustili iz vesolja ali pa iz neba. Zdaj mi smo vsak obisk v Kinodvoru pogledali več risek, ne vem, če smo to povedali. In tako nekako je potem en zavladal v vrtcu, ne. Vseh 4, mogoče nismo tako podrobneje ali pa pač nismo po njih toliko ustvarjali. No in iz naslednjega sklopa je bil film, ki se jih je res dotaknil, ko zmaji letijo. To je tak, tako bi rekla Barbara, netipičen film, težek film. Neka ta obisk z vesolja hiter najdemo neke asociacije, kaj bi lahko počeli v vrtcu. In mi smo izhajali direktno iz filma, kjer v filmu se prikazujejo otroci iz Jordanije, ki njim je nerodno. No, in mi smo prvo dejavnost naredili, da se sami snemamo. Ne. Tako smo povezali kamero pa direkten prenos, tako da so se videli. Ne. In na posnetku se takoj vidi, kako so otroci zadržani. Ne. Ta dvojna predstava je zdaj sebe vidimo. Ne. Potem, ko pa to večkrat z otroki ponoviš, so pa vedno bolj sproščeni, pa tudi oni najbolj pač nemirni ponavadi hitro pokažejo, kaj znajo tudi pred kamero. Ne. Neka taka tipična dejavnost je bila, da smo šli tudi mi spuščati zmaja. Tle jih otroci spušča v filmu vrečke, mi smo si pa sami naredili zmaje in smo izkoristili en visok hrib, ki je pred našim vrtcem in so otroci leteli. Če so imeli možnost do vesolja, takrat smo pa vsi nazaj v vrtec prišli in
šli smo tudi pogledati na letališče Jožeta Pučnika, kako se zares leti. In ena izmed neprecenljivih izkušenj je to, da smo stali tik ob stezi, ne? Da so otroci začutili to vznemirjenje, kako se letalo vzleti, pa tudi, koliko je Jordanija daleč, ne? Da pač z letalom moramo iti tja, ne? Tim je pa že Jana. Ja, no, mi smo se pa spet malce drugače osredotočili kot sosednji vrtec, in sicer smo tukaj še vedno se dotikali pripovedovanja, ki je bila naša pač vzporedna dejavnost, ampak predvsem smo pa se dotaknili odnosov, dotikali smo se medkulturnih razlik, tudi v vrtcu imamo tega zelo veliko, tako da smo začeli že z vrtcem, potem pa smo se preselili v Jordanijo. Tudi smo iskali razlike med nami pa otroci na fotografiji. Na začetku so imeli otroci kar precej težav, niso znali ubesediti, potem pa jim je to vedno manj časa delali, mislim, so se kar znajdeli potem naprej. Dotaknili smo se pa potem stvari, kot so recimo, zakaj se oni igrajo z vrečkami, kaj za nas pomeni odpadna vrečka, kam jo damo, reciklaža, reciklirali smo tudi igrače, jih predrugačili, jih dali na razstavo, potem smo naredili potujočo vrečo, vreče sreče smo naredili, v katerih so bili mali kartončki z različnimi stavki oziroma sličicami, ki so jih nosili domov, pa so presenečali svoje starše s svojimi izmišljenimi zgodbami. Potem smo delali tudi mi raziskavo, koliko časa se pelješ do Jordanije, smo se dotaknili geografije, globus smo naredili, zastave smo risali, maketo smo naredili, seveda pa primerjali predvsem Ljubljano pa Jordanijo. Odnosi so bili pa nekaj na začetku. A je to? Imaš ti? Ribo. Okay. No, potem smo pa izhajali iz animiranega filma Ribica, ki govori tudi predvsem o strahu otrok. Mi smo pa ta film izkoristili zato, da smo otroke naučili, koliko pomemben je zvok v filmu, a ne? In smo se veliko igrali oziroma otrokom predvajali filme ali brez zvoka ali pa film brez podobe, brez zaslona, ne. In uvodna dejavnost je bila taka, imamo v vrtcu en tak še televizor, s katerim smo vsi odraščali, ne. In sem ga jaz pokrila in smo pač pritisnili play in sva čakala s kolegico, kaj bo zdaj, ne. In se pol en lev pogumil, to se tako ne gleda, ne, kaj ti delaš, daj to dol. Neka, ne, bomo gledali, bomo poslušali danes pravljico, film. In trik je bil v tem, da je bila znan film, in sva probale s kolegico ugotoviti, če bodo ugotovili, kater film gre, ne. Seveda niso. In potem, ko sva dvigali pregrinjalo, koja, se res, ne. Tako da smo potem pustili, da film pogledajo od začetka do konca s filmom, z zvokom in s podobo. Potem smo pa še enkrat ponovili. Pustili, postavili na določenih delih, kaj se je že tle zgodilo, kaj ta zvok pomeni. In zelo hitro, ker smo potem to, ne tako zaporedoma, ampak čez mesece ponavljali, uvodno špico so zelo hitro zaznali, za kojo gre, a ne. Lažje jim je bilo gledati film brez zvoka, kakor samo zvok. Pač
ne, kar bi bilo za pričakovati. Zelo veliko smo se s tem igrali, veliko smo poustvarjali kinodvorane, tam na stolih se vidijo pač številke, vstopnice, zaradi tega, ker mi smo tudi pol padli v ta koronski čas, ker nismo mogli več v kinodvorane, tako da smo probali samo igralnico spremeniti v kinodvorano, to kulturo gledanja filma poustvariti v nam znanem okolju. Res smo se osredotočili na zvoke in na zvoke naše igralnice. Najprej smo zvoke posneli, tako da otroci niso vedeli, smo poslušali, ugotovili, da je v igralnici zelo glasno. Potem smo pa naredili tudi tako vodeno. Usedimo se in poslušamo, kaj slišimo, ne. In potem so otroci s pomočjo raznih revij probali to prikazati, kaj smo slišali. Veliko smo se tudi igrali s tem, da smo mi poskusili kakšno animacijo uglasbiti. Z lastnimi inštrumenti, ne vem, da smo mogoče tisto, kaj je tekel, čim bolj hitreje ploskali, male inštrumente smo uporabljali, da so se res otroci spoznali, kaj pomeni zvok ob filmu. No, pa pridemo do naše ribice, ki je pa, naša ribica je bila pa na začetku, po ugledanem filmu je bila spet srhljiva zgodba, in sicer tisti zoprn moški, ki je to ribico matrov, je bil spet v njihovih mislih, pa smo se potem odločili, da bomo probali se osredotočiti na neko drugo ribico, ki pa mogoče bolj srečna kot ta, in so sami otroci potem ustvarjali minifilm o zlati ribici, ki se je pa na koncu je bila srečna, tako da smo potem naredili eno tako mini dramatizacijo o zlati ribici. Drugače smo se pa spet dotaknili kulturne dediščine, in sicer takrat je bil ravno Prešernov čas oziroma februar, in smo se pogovarjali, kako se je reklo Prešernovi domačiji, da je bila tudi povezana z ribico, da je bila to Ribčeva domačija, in ustvarili v bistvu tak zanimiv peš film. To se pravi, vsak je naredil eno svoj delček zgodbe, življenjepisa Prešerna, in potem so hodili eden za drugim s svojim sporočilnim listom, so hodili in pripovedovali, tako da tisti, ki je bil na vrsti, je povedal delček svoje zgodbe in ustvarjali Prešernov peš film. Tako da te aktualni dogodki se kar opletajo. Moram pa reči, da ne bom na koncu pozabila, da res čisto drugače po takem projektu čisto drugače gledaš na film kot prej, vključno staršem, ki so bili na začetku kar precej slabe volje, zakaj bomo buljali v televizije oziroma zakaj bomo hodili v kino, in potem, ko jim poveš, tako kot je Mateja recimo rekla, pa jaz, ko imaš ti mnogotere izbire različnih dejavnosti, šele vidiš, kako lahko oplemenitaš to, da je film samo iztočnica za naprej. Imam še kaj? Ne, ti. Virtualno virtuozen, tega smo si pa pogledali, in zdaj vas vabim, da si pogledate naš film, kako smo mi to poustvarjali v vrtcu. Tule gre pa za direktno kopijo tega, kar smo videli. Pač v osnovi otroci so dobili prazen akvarij, vodo in kapalke in različne barve, tako da so, glasba je bila ista, tako kot je v filmu, in potem so imeli proste roke. Dali smo kamero, to je amaterski posnetek za nas, za starše, tako da vabljeni k ogledu.
Po tem filmu, no, pa predvsem po obisku Kinodvora smo se takrat veliko ukvarjali s svetlobo, kako ste imeli vid dejavnost, smo mi imeli podobne tudi v vrtcu. Veliko smo uporabljali te senzorne pripomočke, eno od teh je tudi panel tabla, ki jo imamo v vrtcu, tako da smo potem različne materijale pač otrokom ponudili. Neke krajše animacije so tudi nastale, mogoče pa kakšne druge priložnosti še pokažemo še to. Jana. Ja, tudi nas je ta film, predvsem na začetku, no, ko smo si ogledali ta film, se nam večini otrok ni zdel toliko zanimiv, zaradi tega, ker so vsi videli neka rastoča drevesa, ki se širijo in širijo. Potem, ko smo pa naredili eksperiment v vrtcu, svojo banco, svojo vodo, s svojim črnilom, z njihovim sodelovanjem, so pa postali čist navdušeni. Daš naprej? Ja? So pa postali čist navdušeni in iz tega navdušenja, iz teh črnih oblakov se jim je zopet porodila neka črna zgodba. Mi je žal, da jo nisem prinesla pokazati, ker je, mislim, 17 otrok je bilo prisotnih in čisto vsak je imel neko črno stvar za povedati in se je prepletala iz ene slike v drugo. No, na koncu je pa prišla črna barvica, ki je vse skupaj rešila in je napisala konec. Tako, ampak res, seveda jaz imam otroke stare 3 do 6 in kakšen 6-letnik tako presenet, da tudi če bi hotel to nekako jim v možgane položiti, ne bi šlo. Tako da so res posebni. Skratka, ta zgodbica je pa potem krožila po družine so jo domov si vzele in jo skupaj prebirali z njimi. To? Aj še kaj? To spaziti? Ja? Pri risanki z gumbi, tle pa šlo za direktno animacijo. Najprej smo uporabljali grafoskop. Zelo veliko v bistvu smo imeli grafoskop, tudi otroci so ga imeli skozi na voljo, tako da so pač rabili so edino podporo to, da smo pač vklopili, drugače pa vse sami so naštimali, ker je tak lahek in prenosljiv. In seveda direktna povezava gumbi, zelo veliko gumbov različnih imamo in je šlo pač najprej čisto za preprosto polaganje gumbov na grafoskop, potem so pa že videli, da so se začeli otroci med seboj dogovarjati, kaj bo zdaj iz teh gumbov nastalo. In najina vloga je bila tle samo, da sva dodali glasbo in potem čisto spontano prišlo, da so otroci pač sami si naredili kino. Tako, kar vidite, to so tudi drugače sicer posnetki, zato je tako slaba slika, pač otroci igrajo druge stvari. Te so si pa pač ustvarjali lasten kino, imate da je glasbo, da je malo bolj na glas, malo manj na glas, tako da je res izhajali čisto iz njih. Smo pa pač delali tudi razne tipične dejavnosti, če vidiš cel komplet živilskih priborov v filmu, bomo tudi čivali. Tako da smo tudi le izkoristili lokalno okolje, domače starše, kdo zna šivati, pridite nam pokazati, čisto neka primerjava, kaj se vse da po filmih ustvarjati. No, pa nas smo pa spet vključili starše koronske in sicer vsaka družina je dobila na dom eno kartico, si ogledala lahko ta film najprej, potem dobila eno kartico in en gumb. In potem so starši doma ustvarjali razne gumbe, jih pošiljali nazaj. Te otroci, ki so bili pa v vrtcu, so pa potem
imeli nalogo, da naredijo en kratek film. In tukaj na tej sliki, korona se je začela, je kako čakajo v vrsti z varnostno razdaljo, nekje sta dva, nekje je eden, nekje sta mamica pa oči, nekje sta mamica pa hčerka, v glavnem pa kako čakajo v trgovini, no, tako da so te neživi predmeti oživeli in na koncu tudi krasili našo igralnico v novoletna dekoracija, delček novoletne dekoracije, kako je iz minifilma se vklopil v našo Sončkovo igralnico. Zdaj pa čisto nasplošno, kako smo vpeljali Sine Mini v samo skupino, v igralnico, v vrtec. Medaj s kolegico sva takole pripravila staršem kino novice. Starši so bili redno sproti obveščeni, kaj se v kinu dogaja. Tudi tle, je ta črna tabla, tle smo ponavadili te kartice, s katerimi smo delali. Potem pa na drugi strani so bile pa te splošne novice o Kinodvoru. Nam je dal Kinodvor res proste roke, kar se tiče dejavnosti v skupini. Veliko nam je dal pa pri tem, da smo imeli dostop do filmov, pa te res kakovostne kartice, ki so bile tudi neko vodilo do stvari, tako da se nam je zdelo prav, da so predstavljeni tudi v vrtcu. Kino vstopnice so bile tudi neprestano na vidnem mestu in ko smo rekli, gremo v Kinodvor, so si otroci pač sami, ker so vedeli, da brez tega ne bodo spuščeni v dvorano. Tele kinokartice, v tem, to, kar imate tudi vi, to smo dobili snop po vsakem obisku in so pač živele z nami. Lokacijo smo jih spreminjali, ampak so vedno živele z nami in tudi otroci so jih lahko izpolnjevali, kadar so želeli. Je bil kdaj dan, danes povzamemo kartice, pa si pač zberemo to in bomo rešili. Veliko smo jih pa reševali tako, da so otroci sami. Mateja, kaj je to, preberi, pa tako naprej. Ponavadi smo, ko smo jih dobili, jim nismo otrokom dali. Ampak sva probala s kolegico na zanimiv način dati nalogo, da jih poiščejo. Ena od teh je bila, naprimer, da smo jih po igralnici dali na različne predmete, pa so potem mogli sestaviti. Vedeli so, naprimer, 6 različnih kartic morate zbrati. Ne. Ali pa v sosedno igralnico, ali pa sem na svoj znak. Veliko smo se igrali z lučkami, naredili lastne grafoskope, tle je bilo tudi v pomoč spletna stran Kinodvora, kjer pišejo navodila, kako se naredijo. Potem, ker je vrtec star, imamo še tiste mehne projektorje, smo tudi projektorje, ki je treba filmčke noter ustavljati, tako da smo tudi to otrokom dali. Razne pravice so gor pa tako. In pa veliko smo snemali tako s takimi starejšimi kameri, s telefoni, z vsemi. No, tudi mi smo nekaj snemali, ampak naši posnetki niso bili lih najboljši. Tukaj s tem bi tudi zaključili počas. Tisto smo že povedali, zdaj pa edin tole Cine Mini telovadbo, ki jo Barbara prej, mislim, niste vi predstavili, nam je bila pa tako fajn. Zdaj tisto, kar smo imeli v Kinodvoru, jaz ne znam več. Vem, da je bilo treba našpičati ušesa. Zdaj, mi smo se pa v vrtcu, preden smo si ogledali te filme, rekli takole. Cine Mini telovadba, pa lahko tudi vi probate. Hrbet poravnaš, roke na kolena daš, noge so negibne, ušesa in oči zbudiš in se v film potopiš. Potem smo si ga pogledali. Hvala.
Hvala, Mateja, Jana. Obe ste napisali tudi dokumentacijo, evalvacijo, ki je objavljena na spletni strani in jaz sem bila vedno znova navdušena, kaj se v vrtcih znajo in počnejo, čeprav že vem kot mama, ampak vse vam lahko navdih, ko boste oblikovali svoje dejavnosti. Tako, zdaj pa bi postavila prostor za dialog, ne? Da vi poveste kaj, da nas kaj vprašate, vi komentirate, da se nam pridružijo tudi prek spleta, tako da Robi, oziroma prvo besedo bomo predali tebi. Pejte kar vsi gor. Ja, glede na to, da je težko prebiti let, mogoče jaz začnem tisto, kar mene vedno znova navduši. Zdaj se že več kot 15 let ukvarjam intenzivno z vprašanjem, kaj lahko z različnimi umetniškimi praksami ustvarimo kot neko polje izhodišče, recimo za potem nadaljne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Tisto, kar me vedno znova navduši, je pravzaprav, kaj vse se da iz enega pristnega doživetja potegniti, ne. Lahko je pravzaprav neka banalna zgodba, ki sama po sebi nima nekega velikega nauka, tako kot so nas včasih učili, ne, da mora pravljica imeti pač na koncu neko razlago, ne. Ampak ko ugotovimo pravzaprav, kaj je tisto, kar pritegne otrokovo pozornost, ne, kaj je tisto, kar je zares doživel, ne, pravzaprav lahko iz tega doživetja potem izpeljete skoraj da karkoli, ne. In če smo danes opazovali, ne, smo videli pravzaprav, da so kolegice iz nekega filmskega detajla recimo potegnile v neko vsebino, ki so jo sicer imele namen delati glede na pač svoje kurikularne načrte, ali pa so zaznale recimo pri otrokih neko potrebo recimo, da se poglobijo v določeno temo, ki jih recimo njih osebno vznemirja, pa ni povezana z neko rečemo temu učno materijo, ne. Nadalje smo videli pravzaprav, kako zanimivo lahko postane otrokom, da spoznavajo vsa ta orodja, vse te momente, ki skupaj tvorijo pravzaprav filmsko izkušnjo, ne. In seveda, kako zabavno jim je pravzaprav potem, ko se spoznajo z nekim umetniškim jezikom, ne, pravzaprav uporabljati ta jezik za to, da ustvarijo sami nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj svojega, ne. Skratka, cel kup enih izpeljav, zelo različnih, ne, je bilo tukaj prikazanih, ne, in to se vedno znova pokaže pravzaprav, da če dobimo pravzaprav izhodišče kaj se jim recimo otrokom primerno vsebino, ne, lahko iz tega izpeljete pravzaprav dejavnosti, ki lahko trajajo tudi celo leto, ne. Jaz sem veliko sodeloval recimo z Jano še v drugih projektih in vem, da lahko pravzaprav iz enega takega detajla potem mesece in mesece recimo kot goba rastejo pravzaprav neke nove aktivnosti, ne. Predvsem pa je to nekaj, kar ni podobno tistim klasičnim suhoparnim, ne, strogo načrtovanim in nadzorovanim aktivnostim, kjer vemo, to pa to moramo spoznavati po kurikulumu, ne, in zberemo zdaj neke vsebine in jih seveda poskušamo predstaviti realistično otrokom primerno, ne, ampak pogosto pravzaprav zadeva zvodeni, ne, če ni obešena na nekaj, kar otrokovo pozornost v tistem trenutku zares pritegne, ne. Tako da se mi zdi, da vsi ti elementi pravzaprav so bili zaznani v teh pravzaprav izpeljavah, kolikor ste jih zdajle kolegice lahko prikazali, bilo jih je pa še mnogo, mnogo več. Prek spleta. To je bilo zdaj kar zelo veliko debat v zadnjih letih in nekako priporočilo, ki so ga sprejeli, je, da počasi
da počasi začnemo pri 3 letih vpeljevati te vsebine, ampak pomembno je, veste pa, da se to dogaja običajno že precej prej. To je odgovor, ki ni v naši domeni, ampak v naši domeni pa je, ko se ta pot začne dogajati in začne se dogajati zelo, zelo zgodaj, da ponudimo tisto, kar je kakovostno. Tako da jaz mislim, da ni vprašanje toliko kdaj točno, ker so otroci tudi med sabo zelo različni, okolja, kjer gledajo, so zelo različna, ampak je zelo pomembno kaj. A jim ponujamo spet neki instant, ali se potrudimo najti nekaj, kar mogoče jim pa lahko tudi širi ali pa jih bogati ali pa ja. Kakšna je vajna izkušnja? Enak mislim, ja. Predvsem to, da film ni samo neko mašilo, no. Da že pa ne vemo, kaj bomo delali, pa pržgemo. Mi smo tudi Jana imela 3-letnike, no. Pri tem projektu se vidi tudi na posnetku, da so zelo majhni otroci oziroma mlajši otroci. Tako da nekako, ja, s 3 do 4 kar začnemo že s filmsko vzgojo, vsaj v našem vrtcu, no. Načrtno bolj. Jaz imam dobro izkušnjo tudi s 3-letniki. Seveda, tako kot vse druge dejavnosti, 3-letnik se pač hitreje odmakne od določenih dejavnosti, drugače pa cilj je pa isti, samo da je krajša koncentracija. Tako da pač se te odmikajo, pa potem naslednje leto dozirajo še kaj več. Drugače pa s 3-letniki se je dal čisto vse dejavnosti realizirati. Seveda na svoj način, na način, kakor pač v teh letih zmorejo, ampak precej kakovostno. Tako da jaz sem prepričana, da 3 je definitivno okej. Ja, jaz bi temu samo dodal, da seveda zavedati se moramo nekaj, ne, da se otrok z digitalnimi orodji, hočete ali nočete, srečuje pravzaprav od rojstva naprej. Ne. To je nekaj, kar je v njegovem življenjskem prostoru. Ne. In tisto, kar je res problem, ne, je, da otrok doživlja pravzaprav ta digitalna orodja kot neka mašila pravzaprav v času in prostoru, ki jih uporabljamo odrasli in seveda njega tudi zanimajo in jih na podoben način začne uporabljati. Ne. In to pravzaprav bi bilo treba preseči. Ne. Če tu naredimo nekaj, ne, da predstavimo filmsko vsebino kot nekaj drugačnega, nekaj kvalitetnega, nekaj, za kar si vzameš čas, ne, s čimer se ukvarjaš v nadaljevanju z vsebinami, s tem nekaj narediš, ne, potem je to nekaj čisto drugega kot pravzaprav tisto izsiljevanje pač pasivnega gledanja pogosto slabih risank, zato da mi lahko še malo kavo v miru pijemo in podobno. Ne. To je treba enostavno razločiti. Ne. Nikakor pa si ne mislite, da lahko otroka pravzaprav varujete pred digitalnimi mediji do ne vem katerega leta starosti. Ne. Ker tudi, če bo slučajno posamezen otrok na tak način vzgajan doma, ne, bo prišel v vrtec med vrstnike in vsi se bodo pogovarjali o nekih takih temah, kaj bo on počel tam. Ne. Enostavno, živimo v svetu, kjer pač se to dogaja, ne, in tisto, kar moramo narediti, je, da moramo pač te prakse napolniti z nekimi bolj kakovostnimi vsebinami. Mislim, da imamo še nekaj, čeprav tisti, ki ste prek spleta, mislim, da se lahko oglasite tudi v živo. A ne? Ampak imamo, a je kaj v dvorani še? Maj boš ti? Tule sprašujejo, kakšna je možnost sodelovanja Kinodvora z vrtci izven Ljubljane? Saj nas obiskujejo, je pa res, da morajo priti vrtci k nam. Ampak, če želijo kino, ne? Drugače mentorci gresta daleč s kovčki, druga kina pa tudi
če se bojo želela, se vključujejo, no, nekatera se že vključujejo po Sloveniji. Dobrodošli tudi izven Ljubljane, seveda nismo nikoli bili omejeni na Ljubljano. Druga kina se lahko uporabijo te vsebine, seveda same sodelujejo, vzamejo filme, vzamejo materijale, ki so jim na voljo. Mi smo jim na voljo za nasvet, pomoč. Mentorci sta tudi na voljo. Res pa je, da so se v okviru podobnih drugih projektov, vsebine, ki so se začenjali razvijati v Kinodvoru, potem selile po celi Sloveniji, predvsem preko Art Kino mreže. Tako da pravzaprav je teh dejavnosti v zadnjih letih bilo po celi Sloveniji kar precej. Tudi v teh posameznih okoljih se potem oblikujejo neke skupine ljudi, ki znajo delati z vsebinami na podoben način, kot se to dogaja v Kinodvoru. Tako da je situacija ta hip, recimo, za vključiti filmske vsebine recimo v neke pedagoške aktivnosti bistveno boljša. Res pa je tako, da dokler obstajajo projekti, ki so financirani, je to pogosto za vrtce, šole zastonj. Ko enkrat ti projekti ugasnejo, ta infrastruktura obstaja, ampak seveda je povezano potem z nekimi finančnimi vložki, da si to lahko privoščimo. To je realnost. Kaj pa kakšen komentar? Smo vas prestrašili s temi programi ali smo vas uspeli saj ničkrat navdušiti? Anja, je še kaj na spletu? Še eno vprašanje je bilo, koliko časa se je ponavadi namenilo posameznemu filmu? Zelo različno smo delali. Z vrtci ste bili pri nas tudi po 3 ure, 3 pa pol, ne? Ja, celo dopoldne. Celo dopoldne, ja. Pa smo si ogledali ponavadi 3, mislim, da je bilo večinoma 3, no redko 4, smo imeli kdaj 4. Ampak smo vmes imeli odmore, smo imeli malco, smo skakali, smo hodili okoli, ne tako. Ne bi sedeli. Sedeli so glih za risanko, pa še to ne. Pa smo imeli pa tudi izven projekta projekcije, in tam smo pa ponavadi v sklopu MOL generacij z malo starejšimi, s 3. razredi smo največ imeli, tam je pa ponavadi format bil ta klasičen, 1,5 ure, tako da smo dali odvisen, tako kot se je šolo dal dogovor. Ampak če je 1,5 ure na voljo, potem lahko manj dejavnosti izpelješ, načneš nekaj, pa potem pogledaš filme, pa potem seveda delajo sami naprej. Na družinskem programu sta pa imele, to sta pa Mateja pa Sara delale, sta pa imele v bistvu 45 minut. Tam so bile pa bolj gibalne, tam pa niso se spuščali v spoznavanje filma, ampak so se pogovarjali, gibali. To so bile pa sobote dopoldne, kaj pa 45 minut za 3-letnike, 4-letnike čez glave. Tako da zelo odvisen. Odvisno od starosti in od razpoložljivega, pač prilagajamo zelo pri tem programu. Koliko so stari. Ja, je pa potrebno vedeti, da seveda eno je, da kako se z neko tako aktivnostjo začne, ko še pravzaprav ni nekih struktur, drugo pa je, zdaj, ko imate na voljo recimo nek opis potencialnih filmskih vsebin z nekim opisom možne predpriprave otroke, kaj vse lahko z njimi počnete, preden sploh pridejo v kino, in kako lahko potekajo izpeljave, kar pomeni pravzaprav, da ta kontaktni čas, ki ga prebijajo otroci samo v kinodvorani, pravzaprav ne rabi biti ne vem kako dolg. Vi lahko marsikaj počnete prej in kasneje in vmes in tako dalje. Tako da to je pač vrednost tudi takih projektov. Tisto, kar ostaja, so pravzaprav ene opisane, rečemo temu, metodike različnih možnih izvedb,
Pomembno je, da se pravzaprav ustvarjalci teh metodik držijo načela, da stvari niso fiksno postavljene, ampak ne, da pravzaprav tudi včasih samo v obliki različnih vprašanj, ki jih lahko odpirate, ne, nam dajo neke namige, pravzaprav kam se lahko peljemo dejavnosti in seveda potem se ne rabite več bati, da ne bi vedeli, kaj pravzaprav z neko temo početi. Ne. Verjetno pa, kot ste opazili, ne, se lahko Mateja pa Jana še malo več tega poveste, da če verjamete v to, da bo vsebina nagovorila določeno skupino otrok, ne, potem se vam bo vedno znova zgodilo, da bo vsaka skupina v enaki vsebini mogoče zagrabila nekoliko drugačen moment, ne, ali pa ista skupina drug dan, ne, in če znate temu prisluhniti, kaj je zdaj tisto, pravzaprav, kar jih zagrabi, ne, kar so zares v tistem trenutku doživeli, ne, bo to v trenutku vam vodič za eno čisto tretjo izpeljavo, ki ste bi jo mogoče drugače si zamislili. Ne. Jaz je mogoče pomemben tle poudariti, da midve z Jano se ne poznava. Mi nismo skupine črtvali, mi da so se spoznale mesec dni nazaj. To, da so tudi... Za pol ure. Ja, to, da točno to, ne, da pač najni skupini sta živeli z istimi filmi drugače. Pa tudi tako je. Zdaj en film, tako kot smo rekli, en film bolj pritegne otroke, pa dobiš več inspiracij za naprej. Mogoče gre bolj v globino, pa traja dalj časa potem. Tudi vidiš, da jih lahko nadgradiš z mnogoterimi drugimi stvarmi in pač to izkoristiš, to, ko so že otroci napaljeni, da to pol izkoristiš še za druge dejavnosti, ne, povezane z vsemi kurikularnimi vsebinami, ki jih imamo, pa z dejavnostmi, ki si jih začrtamo v letnem načrtu. Ko se čisto vse da povezati. Ne. Tako da ni to, ne da se na uro, na dve, na teden povedati. Pač odvisno je od interesa otrok, pa od tega, kaj vse znamo povleči pol iz tega. Zdaj, če je zasnova dobra, je fino izkoristiti, pa rajš kaj drugega spustite. Ne? Pozdravljeni, Bronka Straus, sicer prihajam iz Ministrstva za izobraževanje. Zdaj, najprej najlepša hvala za to predstavitev, res krasno, ogromno stvari se da, inspiracij še pa še. Sama se ukvarjam bolj z jezikovnimi vidiki poučevanja. Mene je res zelo ganil prizor, no, mislim, gospa Jana, da ste vi povedali, da so otroci, ki pač so očitno hrvaško-srbsko govoreči, prepoznali ta jezik in kako so vzcveteli, ko so lahko v bistvu se izkazali svojim lastnim znanjem, se pravi tem prvim jezikom, ki ga govorijo doma v družini. In to se mi zdi res ena velika dodana vrednost. Pa me zanima, no, vprašanje je, ali tudi recimo vas na podlagi te izkušnje ste potem še kje drugje iskali iztočnice, da bi recimo tem otrokom, ki imajo neke druge materinščine, dali možnost, da se s temi materinščinami pravzaprav pokažejo, izpostavijo pozitivno, ne, in da pravzaprav s tem tudi otroci, ostali otroci v skupini preko te filmske vzgoje, kulturno-umetnostne vzgoje, pač iz teh momentov prepoznavajo to medkulturnost v lastni skupini, jezike, ki se med njimi govorijo, kaj v tem smislu. No, če ste potem to še kaj kasneje tudi razvijali, mogoče skozi kakšen drug film ali pa tudi sicer iskali te momente. Ja, mi smo še na podlagi filma Ribica potem razvijali to, predvsem pa to, ko smo te medosebne odnose in vse to poglabljali, je bila pa tudi ta Jordanija,
ko smo razdelili vreče sreče, v tem delu dejavnosti so lahko otroci spregovorili v svojem jeziku in predstavljali svojo zgodbico, ki so si jo začrtali v svojem jeziku. Zdaj imeli so pa možnost oziroma spodbudo, da to probajo tudi po slovensko povedati, ampak vsekakor pa v svojem jeziku. Tako da ja, tukaj gre za neko sinhronost med mnogojezičnimi otroki. No? Tako da ja, tukaj smo, se ste vi tudi, ne, to smo zdaj kar občutljive, glede na to, da imamo vedno več otrok, tovrstnih otrok, ne, jim je treba dati neko varno okolje. Čeprav jih spodbujamo k tem, da se vključijo predvsem v slovenski, da se vključujejo v slovensko besedišče, ampak vseeno imajo odprto možnost. In tudi starši se potem počutijo bolj varne, bolj sprejete, tako da ja, seveda to obstaja. Tudi pri izboru filma je bilo kar nekaj pozornosti namenjene temu, da bi poskušali najti filme, ki prihajajo iz različnih okolij, iz različnih držav. Sploh je bilo to pomembno, recimo Nizozemska, ne, svojo multikulturno družbo pri nas. Smo šele na začetku te poti, no. Je pa res, da nas je potem omejilo to, da je bil projekt evropski in da je potem večina filmov morala biti z Evrope, ampak smo dodali do maksimuma, kolikor smo lahko, potem še druge vsebine. In raznovrstnost znotraj evropskosti. Včasih je že to dovolj, da otroci vidijo, da obstaja na svetu še kaj poleg tega, da znamo slovensko in angleško. Ne. Že tudi to, čeprav ni njihova država, jim da občutek, da obstajajo različnosti. Še kakšno vprašanje? Komentar? Teble, ja. Nada Požar Matjašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Čestitke za izvedbo tega projekta in tudi hvala za to predstavitev. Zanima me, koliko časa bodo zdaj ti filmi dosegljivi, se pravi, to bi bilo prvo vprašanje. Drugo vprašanje bi bilo, koliko se je ta projekt razširil znotraj vrtca, se pravi, koliko ste uspeli morda navdušiti svoje sodelavke, da so prepoznali recimo vrednost filmske vzgoje. In tretje vprašanje, ali ste zaznali pri starših večje zanimanje za filme oziroma drugačno zanimanje oziroma kaj se da s filmom narediti in kako se lahko ob filmu pogovarjaš? Do leta 2026 so filmi. Filmska vzgoja v našem vrtcu poteka že več let. Meni je bila podedovana, ko sem prišla v vrtec. Niso vse skupine vključene v to, smo pa s tem projektom pač predstavljali tudi drugim skupinam, kakšne povabili na ogled kakšnega filma, predvsem pa sodelavkam pač pomagati pri vpeljavi filmske vzgoje, če se srečujejo s tem prvič. Tako da kar nekaj skupin pač sodeluje pač v filmski vzgoji. Smo pa predvsem navdušili s tem, da smo odprli obzorja, no, da niso samo pripovedovalni filmi, ne tako, kot je Obisk z vesolja, ampak da pogledajo tudi kakšen drug film. Jana? Ja. Navdušila sodelavke, predvsem je navdušila paleta različnih filmov z različnimi pristopi, ki potem lahko se vpelješ v druge dejavnosti.
Jaz sem predstavila celotnemu vzgojiteljskemu zboru tudi ta projekt, jih skušala razbremeniti tega, spet en projekt, ki ni tako, ki je bil res lušten, majhen oplemenitila tudi to na ta način, ki sva danes tukaj z Matejo predstavili, ampak je bilo malce daljša zadeva. Tako da so seznanjene. Zdaj, kar se tiče sodelovanja z drugimi oddelki, bom jaz čisto po pravici povedala, da mi smo imeli bolj malo tega, tovrstnih dejavnosti, ker je bila v bistvu kar precej cajta tukaj vmes korona. Kot sem pa že prej povedala, med tem, ko sem govorila, je bil pa nek starš z zelo grobim sporočilom, ne risank pa ne. To je bil tudi zadnji slajd, pa ga potem smo ga spustili, ker sem že vmes povedala. Bom pa tako rekla, ja, nažalost, roditeljski sestanek tovrsten ni šel skozi, ker smo imeli vse po Zoomu, je načrtovan. Se je pa potem tekom vseh teh dejavnosti, ki smo jih predstavljali, tako kot pri nas, pri Mateji, se je dejansko so lahko uvideli, da to ni pasivno gledanje, ampak je aktivno spremljanje, ki je precej oplemeniteno, no. Tako da je to resnično, mislim, da vsak starš lahko, tudi če je laik, začuti, kaj je pasivno gledanje risanke, pa kaj je tovrstno gledanje, kot smo se ga posluževali mi. Tako da so nam bili v večini starši že sproti hvaležni, ker oni tega niso poznali. Kot mi ne. Mi smo se tudi usedali, pa smo risanko pogledali in ko je bilo risanke konc, je bilo tudi v naših glavah konc tega, ne. Tukaj pa mi smo imeli nalogo, da spodbujamo njih, da ko televizijo oziroma film ugasneš, se šele začne. To je razlika, ne. In to so res nam v Kinodvoru dobro predstavili, da so tudi midve začutile, pa da sva znale naprej peljati. Tako da sva tudi midve hvaležne. Ja. Mi smo na primer tudi starše vključili tako, da so šli z nami v Kinodvor, 4-krat smo bili, tako da smo probali pripeljati kakšnega sabo, da je znal tudi pol ona razložiti na roditeljskem sestanku. Tisti filmi, ki so bili javno dostopni že prej, smo jim posredovali v času korone, no, tako da so tudi lahko oni začutili, kaj so otroci v bistvu gledali, no. Tako da na tak način, no, probamo na starše vplivati, jih neposredno vključiti, no, tako se mi zdi najbolj primerno. No, se mi je zdela pa tudi zelo posrečna ta metoda, ki si jo Jana omenjala, ne, to obrnjeno pripovedovanje, ne. To je idealen način pravzaprav, da otrok iz vrtca prinese v dom neke vsebine in s tem pravzaprav starše pripravi, da oni sodelujejo pravzaprav pri teh vrtčevskih aktivnostih, ne. Skratka, to je res eden od super načinov, ne. Še kakšno vprašanje? Jaz mislim, da smo že dolgi. Ja, smo že dolgi, ja. Ko sem danes gledal, jaz sem previdel sicer predloge vseh teh predstavitev, tudi malo bolj sem spoznal projekt, mimogrede v prvi številki naslednjega leta revije Vzgoje in izobraževanja bo opis tega projekta tudi publiciran, tako da naprej najavljam, šlo bo za celo številko, ki je namenjena vzgoji z umetnostjo, in si boste tam lahko v miru pa malo bolj strukturirano stvari še prebrali. Ampak ko sem vse to gledal danes, mi je prišla na misel pravzaprav ena ideja, ki je v svojih spisih o umetnosti zapisal Schiller, tam nekje v drugi polovici 19. stoletja, ne, ki je rekel nekako tako, ne, da pravzaprav od umetnosti nobene kakšne pametne koristi nimaš, ne.
težko je reči, da se iz nje lahko ne vem kaj naučiš in tako dalje. Ne. Ampak ja, če nam gre za tisti razsvetljenski cilj, ne, drzniti si misliti, ne, se moramo zavedati pravzaprav, da za ta pogum, ne, rabimo nek sprožilec, rabimo nek ogenj v sebi. Ne. In ta ogenj, ne, da se misel odpre, se pravzaprav pogosto sproža ravno z doživetji, ne, ki jih ponujajo jeziki, ki so bolj kompleksni, ki ne vplivajo samo na našo radovednost z nekimi informacijami, ampak tudi s tem, da nas potegnejo vase, da nas čustveno na nek način naravnajo k neki tematiki, in zdi se mi pravzaprav, da tega ne gre nikoli pozabiti. Schiller je pravzaprav iz te iste ideje potem izpeljal tisto svojo znamenito idejo, da bi morali umetnost ceniti zaradi umetnosti same, da umetnost ne rabi pravzaprav nobenega dodatnega opravičila, zakaj bi jo uporabljali. Ne. Ampak ker smo pač utilitarno naravnani in ker moramo še posebej, če delamo v šolstvu, vedno znova dokazovati, da ima vsaka dejavnost nek smisel, ne, bi še enkrat apeliral na to, da pomislite na to pravzaprav, ne, kar smo danes videli. Ne, kako je lahko neko doživetje ene mogoče bizarne vsebine ali pa zgolj pravzaprav nekih lepih oblik, kot je bil tisti eksperimentalni film, pravzaprav sprožilec neke radovednosti, navdušenja, ki ga lahko z malček domišljije in spretnosti usmerite potem k vsebinam, ne, ki pa jih seveda potem lahko ciljno in drugače pravzaprav opremite in tudi, da tako grdo rečem, prodate kot koristne. Jaz bi s tem zaključil za danes. Hvala za obisk in upam, da se vidimo spomladi. Hvala.